in je že po nesreč sprožil alarm. Če ti slabo, je to vse ful slabo. Avto smo parkirala, gre za milimetre klele gor. Moram vzeti vse stvari ven, zato ker ne bova imela dostopa do le tega. Toaleto, polnilce, laptope, da bom zmontiral že prejšnji vlog. Wow. Joj. A kleva zdaj 3 dni. Kaj na vlaku? Pa zjutraj lepo, da pa tako pošle gor. Pa se dovadilo. Prvo je bilo luštan, saj se pa toliko ziblje tale ladja, da mi je kar malo slabo. Nič ni luštan, sploh če pomisliš, da že 3 dni klele gor tole, pa še 3 dni nazaj. Zdaj smo po uro, po pol, pa že obema slabo. Sploh ne kaže, da so kaj nehali majati. Poglejte, koliko je valov, zmeri večji so. Dobiš neko spoštovanje do Severnega morja? Kar mogočno zgleda, mislim, če bi vklel z eno manjšo barko, bi se kar tresel. Drugače pa že bo televizijo gledal, jaz sem pa lotil montiranja prejšnjih vlogov. Jo, dobro jutro, piškotek. Kavica, plinski gorilnik. Voda, filter in kava, pa imaš. Kakšna je bila noč? Dobro smo spali, samo zdaj mi pa spet malo slabo ratalo, ko sem hodil po ladji, moram iti malo na zrak ven. Greva po tableto za morsko bolezen. Zakaj bi se človek matkal, če si lahko pomagam? Se vprašanje, koliko ti je to pomagali. Ja, bomo videli. 2 tableti na vsake 6 ur. To pa ni bilo dobro, pa še kave. Update, pojedli smo tablete, maje se še bolj vse skup, zdaj imamo pa še 2 dni tega matra. Drugače bi bilo ful lušten, malo kle filme gledal, montiral vloge. Trgovince so, kavice, koktejlčke imajo gor za pit. Sam če ti slabo, je to vse ful slabo. Sam kle bi ležal pa se smilil sam vse. Masko le gor, kad če te una sivka videla, boš dobil spet okoli kepe. Ne mi glave rezati. Veliko ljudi mi je pisalo na Instagramu, koliko stane ladja, kaj dobiš za ta denar, pa kako izgleda. Tako da sem rekel, najbolj naredimo en hiter tur, ki ga bo vodil Anže. In sicer ladja v eno smer za 2 osebi z avtom naj jo je stala 800 evrov, se pravi bo povratna 1600. Zraven ti ne pripada noben obrok. Wi-Fi smo posebej plačala 20 evrov za 3 giga. To moram imeti gor. Ne, dol dej, prosim. Tako, precej so oderuški, ampak, ne vem, Skandinavija ali kva. Tako sobico dobiš. Lušno, no, sicer. Ja, fajn so že nasvinov, moja je malo lepš postlana kot tvoja. Ja, jaz se pa nisem postljov. Jaz se takole zbudim in nekoliko gre. Klele malo kopalnico. Moram pohvaliti, nisem si nikoli mislil, da bo tako fajn topla voda. Pa da je pitna voda. Na Ferskih otokih napolnijo rezervoarje in malo klora dodajo in pol je to za pit. Pa smo fajn klorirani vsi. Ja, imamo okus, ampak je pa saj pitna, kar je na ladjah tudi nek nivo v bistvu. Pa nek nivo je tudi to, da imamo televizijo. Ja, in to cable TV. Pa fanti na začetku lažejo. Poglejte si to. Požgeš TV, tole. In dobiš prvo minuto leži. Noben ti ne pove, da se to maje. Noben bazen ne dela. Zaradi korone. Tole je 500 evrov stane. Nobenega otroka nismo videla. Tole pozabite. Tole je 500. Tole tudi ni džakuziga, nobenega džakuzija. Sonca tudi ne. To je sam dež že 3 dni. Kino, pozabite, zaprt, zaradi korone. Pa to za vas bova še malo po ladji pelala, da vidite, kaj se potem dogaja. Drugače pa toliko maje cela ladja, ko gledaš ti ljudi, ki hodijo po ladji, izgleda, kot da bili pijani. Tukaj imate parfem,
sheme. Na vaši desni je koktejl bar, ki so ga uporabljali samo za sedenje. Nič niso naročili od nikoli. Tukaj dobiš pa zajtrk, kosilo in večerjo. Včeraj sva hodila pogledati, kako je s fitnessom in je že po nesreč sprožil alarm. So najdli ena vrata, ki so na pumpico se Tako kot v Titaniku, ko gre. Ej, da me naš pustil na zdaj strani. In se je začel dreti, kaj jeskarov na alarm. Nekjer ni pisali, da tega ne smeva. Sva tako laufala. This is a message for all passengers regarding the coronavirus test. All the test results were negative. Ej! Passengers traveling. Ustavili smo se na Ferskih otokih in so rekli, da gremo lahko dol za 4 ure. Tako da smo rekla, zakaj bi imela zajtrk klele v bufet, če greva lahko dol, pa mava na otoku. Je pa res, da je dež ozun. Dobro. Ja? Zdaj si mi tole kavo klele dal in moram čisto počas hoditi, to bi šel rad na palubo. A zdaj pa dež, ali kva? Enchanté. Najdla so tale lušten lokalček, ena nama ga priporočila, je pa tako, da se večina stvari odpira šele ob 11. Ta je pa ena prvih zadev odprta ob 9. Je pa zelo lušten, tak malo hipsterski ambient. Vohaš že? Po svežem pečenem kruhu. Za zajtrk mi ni glih najbolj všeč, ko ima neke te kosmiče, pa to lahko vzameva tole, neke klobasice. Naš gurman, kaj si dobil? Dobila sva domači ovčji sir, pa še domačo smokano jagnetinjo. Zajtrk je bil pa 20 € približno. Ja, kar... Mislim, če je kava 4 €, logično, da je zajtrk po 20. What kind of fish are these? Hot. Ja. This is haddock. There are many others, but common for my type of food. Ponds around many places. Okay. Farmed salmon. Farman, okej. Kaj Samo zvrašal? gojenega lososa imajo kle, tako da ni bil najbolj zadovoljen. To so pa pač dejansko iz morja. Zato, ker oni imajo to tovarno oziroma to firmo, ki je 8. na svetu po pakiranju lososa v konzerve. Tako da to je tudi nek fact. Dajte žiti s to kamero. 50 000 prebivalcev in 90 000 ovac imajo tukaj. Kar pomeni, da kosilnic sploh ne uporabljajo. Imajo najstarejši parlament na svetu, ki ga še vedno uporabljajo, 850 let star. Še eno zanimivost lahko povem, oziroma kar pokažem, ne? Imajo takole travo namesto strehe, oziroma travnato streho, oziroma raste jim trava na strehi. Menda spustijo ovce gor, da pogrizejo. Gospod pravi, da je bila to prva bolnica na Ferskih otokih. Ferske kokoške. Ta obok je pa narejen iz kitovih reber. Drugače za mano pa je ena glavnih atrakcij na Ferskih otokih in to je semafor. Zato, ker na celih Ferskih otokih je samo 5 semaforjev, tako da v bistvu ljudje pridejo pa gledajo. Ne, se ne. Zadnje jutro smo se zbudili že tik pred Islandijo.
Meni se zdi tako, kot še Njurski park ali pa neki, ki se reče. Lord of the Rings bi lahko snemali, so pa drugače Kaj? Game of Thrones so kle snemali. To je bilo pa nekaj najhujega. A tebi so prvič vzeli z nosa? Ja, prvič. Sem mogel pa s tem policajem pogovarjati, mi je skozi tekal iz nosa in z oči. Na vmej sem gledal, da sem bolan. Prvo testiranje smo imeli na ladji, to je bilo dansko testiranje, zdaj smo prišli pa do Islandije, moramo imeti pa še tukaj testiranje. In ker to še ni dost, bojo nas testirali še čez 5 dni, zato da vidijo, da res ni napredvala ta korona. Od zdaj naprej imava karanteno, kar pomeni, da greva direkt v avto in se vozva do najnega apartmaja v glavnem mestu. In pol bova tam 5 dni. 5-6 dni, ja. Uglahavnem. Dodeljena nam je bila 5-dnevna karantena in tako je za vsadzga, ki pride sem, tudi če si islandski državljan. To da nama bojo 3-krat to turili v nos, ni mi všeč, ampak tako kar precej na nivoju zadeva, da ga se bolj dobro zbudo in bajen že dela zajtrk. Jutro! Dobro jutro, piškotek. Dele bo pa pasala tale masna hrana, veš? Zakaj? Ja tako, včeraj smo malo praznovali rojsten dan. Že je rojsten dan, mimogrede skoraj tako kot takrat v Vegasu, ampak ni bil glih Vegas. Ne, doma sem bila. Drugače imava pa talno gretje. Jo, sem ga kar do konca prcinil. Malo sva se ga nabukala včeraj. Večkrat so se ga, ne. Pa kle je en velik problem, ne. Kašen. Včeraj sem jajca na tej indukciji pekel, ker nima teflona in sem jo vse prijel. Tako da so zdaj kar po tabrniško obrala. Kakor se nam je naprej zdel ta Reykjavik, glavno mesto, da bo nek gh, sva ga kar hitro usvojila. Avto imava takole lepo na cesti parkiran. Nisva dobila kazni danes. To, vsak dan imamo problem se spomniti, da plačava parkirni listek. Ja, 30 € dava pol na dan To. za parking, drugače pa 10. Tako zelo lepo urejen, zelo severnjaški stil gradnje. Ljudje so nenormalno prijazni, ker se kar, tako, ko se s kakšnim spogledaš, si kar pokima pa se nasmeje. Cene so pa... Ne toliko prijazne, kot ljudje. Je pa dobra stvar te karantene, da lahko še vedno hodva okoli, ne smeva hoditi na turistične kraje, ne smeva v trgovine, lokale. Vse, kar je, da se sprehajava po ulicah in izogibava ljudem. Tako da moraš tako okoli 2 metra. Salomera med vikingi. In glih zato, ker moramo vsi v karanteno, imajo zelo nizko število okuženih. Tudi zato nikjer ni obvezno nošenje maske, kar je pa spet velik plus. Ja, veš, takole te prepričajo Lobster House in rečeš, sline se že kar cedijo. Ja. No, kar eno Okej. zbereva. Solata, na primer. Garlic bread pa solata je 9000 kron. Deljeno 162. 55 € za solatko. Kaj je to za naju? Boš kje vzel? Mislim, da kebab še zmeraj se bolj sliši za 12 €. Ja, drugače pa po mojem to najdražji kebab, ki sem slišal za njega, 12 €. Kar močne cene. Kle pa lahko šampirček spila Ja. po koncu karantene. To ni pera pod 9 €, 90 €. Drug špas biti alkoholik. Če si, mislim. Islandija ima najdražji alkohol na svetu, razen par unih arabskih držav, ki tako ne smejo piti alkohola. Cela Islandija ima tako populacijo približno kot Ljubljana, tako da moraš biti kar precej previden pri iskanju partnerja, ker se baje hitro zgodi, da si svojo sestrično. In kot zanimivost zvedela sva tudi to, da imajo Islandčani aplikacijo na telefonu, ki ti pove, če si s sočlovekom v sorodu. Zanimiv, ne? Zelo zanimivo, Ja. nisem že slišal. Kruh so nama prvoščili. V glavnem, ena od stvari na seznamu, ki jih moraš probati na Islandiji, naj bi bila jastogova juha, lobster soup. Taka zelo kremasta zadeva, tudi kosi jastoga so noter. Pokaž. Drugače pa tako, no, midva sva se kle v zunu sedla, z nobenega stika nisva imela. Juha je bila 9,5 €. No, kakšna je? No, povej. Zelo je ribja, zelo slana, zelo slana. A bi vedel, če bi jedel zdaj ribjo juho, da je to jastog? Ne bi. Ne bi.
Slana. Eno začimbo, nima. Da ni Da ješpren. ni ješpren, ja. Pa kaj so to? Koromač. Koromače not, ja. Prevladuje predvsem sol, ne? Sol prevladuje zelo. Jaz nisem velik fan te juhe, tako bom rekel. Mislim, jaz čisto v redu, pa tudi pojedu bi sladko slana v bistvu. Tole pa zelo sumljiv zgleda, da je top. Ja, za kite po moje. Kva? To lovka, stari, kle dajo špico, pa bogi kiti, ej. Najrej bi to vrgel v vodo noter, da ne bi mogel nobenega kita več streljati. Islandija pa Japonska so edine dve državi na svetu še, ki lovita kite. 2003 so se neki Islandci kao da lovijo kite zaradi znanstvenih namenov, pa so pa 2006 kar spremenili, da v bistvu ne zaradi znanstvenih, ampak zato, da jih jejo, pa ne vem, Papke. za kva uporabljajo. Končno! Korona test številka 3. Če sva zdaj le negativna, je konc te karantene in končno Greva. V bistvu se potovanje šele začne zdaj. pol se šele začne. Koliko je pa to zoper, ej. Upam, da je bilo zadnjič. Ja, drugič bom jaz prejel na palčko, pa bom jaz njeno odporino voda videla. Zdaj... Izvide pa baje dobiva v roku 24 ur.